Najlepša hvala, Nada, za to uvodno predstavitev. Pa gremo kar in medias res. Skratka, naše prvo predavanje danes bo imela dr. Anja Ragolič z naslovom Vklesano v kamen, urezano v svinec, kaj o obrti in trgovini v jugovzhodnoalpskem prostoru sporočajo napisi in upodobitve. Anja Ragolič je pravzaprav ena od organizatork našega simpozija. Naš človek v Havani, bi skoraj rekel, tukaj na ZRC SAZU. Deluje že precej časa na ZRC SAZU, ukvarja se predvsem z rimsko epigrafiko na slovenskem, zlasti na Ptuju, zlasti v rimski Petovioni. Danes bo pa govorila o tej poti, ki jo poznamo kot Jantarjevo pot, skratka, ki je bila tukaj že kar precej prej, preden so na naše ozemlje prišli Rimljani, ki so pa seveda ob tej poti potem ustanovili mesta in skušamo zdaj ugotoviti, kaj lahko o teh ostalinah povemo. Prosim. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj. O obrti in trgovini na splošno govorijo, to je zelo široka tema in o njej govorijo tako posredni kot neposredni viri. Se pravi, gre za antične pisne vire, epigrafsko gradivo, ikonografijo, se pravi upodobitve, poti, tako vodne kot kopenske, pa tudi arheozoološke in arheobotanične analize, se pravi, je to področje zelo široko. Danes se bomo osredotočila samo na, se pravi, napise in pa upodobitve, ki so se ohranili z našega območja in govorijo morda o rokodelcih, obrti in nasplošno o trgovini. Ko so Rimljani pričeli oziroma zaključili osvajanje v Galije Cisalpine, je kot vrh tega osvajanja bila ustanovljena latinska kolonija Aquileia leta 181 pred našim štetjem. Gre za pomembno mesto, močno vojaško oporišče in trgovsko središče, od koder so pa potem pričeli osvajati jugovzhodnoalpski prostor in pa seveda Balkan. Naslonili so se na že dobro poznane trgovske poti, ena od teh je seveda dobro znana prazgodovinska Jantarna pot, po kateri so vsaj od železne dobe naprej trgovali med severnim Jadranom in pa Baltikom. Vsaj že v času republike so trgovci iz Aquileje izpričani v Nauportu, se pravi vasici, ki je imela pomembno vlogo pred ustanovitvijo Emone. Kasneje v 1. in 2. stoletju so Rimljani seveda poskušali nadzorovati to trgovsko pot in ni presenetljivo, da so vsaj 3 velika mesta, Emona, Celeia in Petoviona, nastali prav ob tej Jantarni poti in ob pomembnem križišču tudi z vodnimi potmi. 4. mesto, avtonomno mesto z našega območja, Neviodunum, pa je zacvetel ob plovni, se pravi tudi ob reki, ki pa je imela to mesto je imelo pa glavno povezavo z Balkanom in z južno Panonijo. Prav tako pa na povezavo in na trgovanje kažejo tudi vodne poti, predvsem posvetila vodnim božanstvom. Eno od teh je na primer posvetilo Neptunu, se pravi bogu morja, vode, ta napis je bil najden v Bistri blizu Nauporta in piše, da je Lucis Servili Sabin postavil svetišče z portikom na tem mestu, seveda za to božanstvo. Zakaj je zanimiv ta napis? Zaradi tega, ker omenja, da je Lucis Servili Sabin izhajal iz Aquileje. Najdemo namreč to okrajšavo, velina za volilno okrožje, pod katero je spadala pač Aquileja. Poleg tega pa so potem tudi v podkraju pri Hrastniku odkrili svetišče z 10 napisi za božanstvo Savus in Acaluta. Tudi tukaj gre za vodna božanstva. Acaluta je keltsko božanstvo povezano z vodo, potem tudi z transportom in z temi brzicami med Zidanim mostom in Hrastnikom. In tale spomenik omenja prav tako enega Servilija,
Luci Servili Eutahi, ki pa je postavil spomenik skupaj s svojimi krmarji, se pravi spet neka povezava z vodnimi potmi in oba sta verjetno bila v sorodu morda, vsekakor spadala v isto družino Servilijev, ki so prihajali iz severne Italije, se pravi bili premožni in se ukvarjali z tovorništvom po vodnih poteh. Trgovci se na napisih pojavljajo z različnimi nagovori, tako negociatores, mercatores. Na tem mestu se ne bom dolgo ustavljala, saj bo v predavanju, ki sledi mojemu, o tem več povedala Julijana Visočnik. Vsekakor pa bi rada omenila samo nekaj družin, ki so bile zelo bogate, premožne, imele zelo veliko sužnjev in osvobojencev, izhajale iz severne Italije, zelo pogosto iz Aquileje, kot vidimo na tem napisu, in ki so imeli pomembno vlogo v mestih, v glavnih mestih na našem območju. Ukvarjali so se, na primer, ti Caesarniji, kot vidimo na prvem oziroma na drugem in tretjem kamnu, so izhajali iz Etrurije, vendar so že v 2. stoletju pred našim štetjem izpričani v Aquileji. Ukvarjali so se verjetno z kovaštvom in pa trgovino in morda je bil ta Caesarni primitiv, ki ga vidimo, o katerem beremo na 3. kamnu, zadolžen v takšnem združenju obrtnikov prav za prodajo teh izdelkov v najemonskem območju. Druge družine, ki bi se naj ukvarjale s trgovino, so bili potem tudi Barbiji, Kanci in pa Kasiji. S katerim blagom so pa v bistvu trgovali? O tem nam poročajo te majhne svinčene ploščice. To si predstavljate, je v bistvu šlo za neke vrste etikete, na katerem je bilo napisano, kakšno blago trgovec prodaja. In te ploščice so bile odkrite v Nauportu, kot so te 4, ki jih vidite tukaj, tudi v Celeji in pa v Trebnjem ter v Ribnici. Te ploščice so napisi so v kurzivi, kar je zelo težko brati in raztolmačiti, kaj je sploh pisalo, vendar je na teh 4 iz Nauporta se je dalo razvozlati, da so v bistvu trgovci prodajali sadike vinske trte, ribjo omako in pa tunike. Pomemben doprinos o obrteh pa nam dajo tudi upodobitve orodja. Pojavlja se kar na nekaj nagrobnikih ali pa upodobitvah, in sicer iz Emone imamo te 3 spomenike, ki kažejo, da so se na tem območju med drugim ukvarjali tudi s kovaštvom. Vidimo kovaške klešče, nakovalo in pa na osrednji sliki tudi izdelke, ki bi jih tak kovač naj tudi izdelal in potem posledično prodajal. Iz Celeje imamo tale nagrobnik, ki bi lahko kazal morda, da so se ukvarjali z zidarstvom ali pa z gradbeništvom v samem mestu. Iz Petovione prav tako spomeniki, ki kažejo na kovaštvo, s to sekiro na primer na tej strani. Vsekakor pa ima vodilno vlogo v petovionskem agru kamnoseštvo. Iz Šmartnega na Pohorju je bil odkrit tale spomenik, ki prikazuje Saksana, gre za zaščitnika kamnosekov, ki je upodobljen gol z sekiro oziroma s kladivom v roki, ki pa se pravi, vidite tukaj na desni strani, ki pa poskuša pridobiti ali pa izklesati večje bloke kamna. Kamnoseštvo je bilo zelo pomembno, se pravi za ptujski ager. Na Šmartnem na Pohorju je že v 1. stoletju legija 8. Avgusta ustanovila kamnolom, sprva za potrebe mesta, kasneje so pa ta marmor tudi prodajali ali pa izvažali v druge kraje, na primer Flavia Solvo, današnjo Lipnico, ali pa tudi na jug v Murso.
Ne samo v večjih mestih, ampak tudi v manjših naselbinah najdemo kakšne upodobitve, kot je na primer tale upodobitev noža za obrezovanje vinske trte. Ti obrtniki so se pa združevali tudi v takšna društva, nekaj podobnega kot kasnejši srednjeveški cehi, kjer so imeli zelo veliko korist, da so se združili in si med sabo pomagali, tudi pomagali, če je mogoče kakšen član umrl, da so ga pokopali, se pravi tudi financirali. In takšnih kolegijev je izpričano tudi kar nekaj iz našega območja, naprimer na tem fragmentu, žal zelo slabo ohranjen, se naprimer omenja kolegij čolnarjev. Ali pa na enem drugem, ki bi kazal na kolegij, ta je iz Celja, je napisana plošča, ki je bila posvečena bogu vulkanu, se pravi bogu ognja in kovačev. Zdaj, ali je teh 100 privržencev res bilo, ali so bili to kovači, ne vemo 100%, morda so bili tudi gasilci, se pravi nekdo, ki se je ukvarjal z ognjem, vsekakor. Če na kratko povzamem, se pravi, napisi nam lahko povejo marsikaj o obrti oziroma o trgovini. Z analizo imen lahko ugotovimo, od kod so prihajale trgovske družine, se pravi, ponavadi so to bile akvilejske ali pa italske oziroma italske trgovske družine. Na upodobitvah je dostikrat upodobljeno različno orodje, ki bi kazalo na kovače, kamnoseke oziroma gradbenike. Prav tako pa arheološka izkopavanja potrdijo še kakšne druge delavnice, ki na teh nagrobnikih niso izpričani, kot je na primer izdelava stekla ali pa fibul. Tesere, se pravi te ploščice, govorijo, da so se, vsaj na Oportu, ukvarjali s trgovino in prodajali vinsko trto, ribjo omako in pa tekstil. Ponavadi so ta mesta, vsaj večja mesta, bila usmerjena v samozadostnost, se pravi za proizvodnjo za samo mesto, nekaj presežkov, predvsem marmor in keramično posodje, pa se je potem tudi izvažalo v druge kraje. Manjše naselbine, ki so bile v zaledju teh mest, so vsekakor pomagale samemu mestu, tako na primer na Igu prav tako za kamen, in večja mesta, kamor so potem te surovine dostavljali, so pa potem omogočala v bistvu prodajo na dolge in krajše razdalje. Najlepša hvala za to zelo jasno predavanje. Predlagam, da kot vsako leto naredimo diskusijo na koncu prvega panela, tako da bo nekoliko možno tudi se povezovati pa spraševati drugega.